kot vse kaže, so volitve za nami, po dolgem tednu in še malo preštevanja glasov, so glasovi vendarle prešteti. Vsi veste, da smo se v tej volilni kampanji izjemno trudili in ne bom nič hudega rekel ali pa nič slabega rekel, če bom rekel, da se je moja pot politična začela pred približno 10 leti, 10. decembra 2001 je bil čas, ko sem jaz vstopil v Novo Slovenijo in od tistega časa je zdaj minil že natančno 10 let in še 2 dni. In kot vse kaže, je 10 let truda, garanja in vseh stvari, ki spadajo zraven, vendarle prinesel nek rezultat. Tisti, ki ste me na tej poti spremljali dalj časa, veste, da so bili tudi številni porazi, da leta 2008 smo trdo garali in ostali pred vrati, bili razočarani. Leta 2010 smo, mislim, da smo imeli tudi odlično kampanjo, pa je tudi za nas zmanjkalo in vse je kazalo, da se bo mogoče tudi to zgodilo tudi leta 2011. Na nedeljo, na volilni dan, sta mi zmanjkala približno 2-3 glasovi. Takrat je v tem prostoru zavladala velika žalost, prišli pa so novi dnevi in s temi dnevi je zraven prišel tudi več veselja. In danes je dokončno zaključeno štetje glasov, prešteti so vsi glasovi in mislim, da se lahko vsi skupaj veselimo, ker ima Kamnik in s tem tudi Tuhinjska dolina poslanca. Bravo! V 10-letni politični karieri se je zgodil marsikaj, kot sem rekel, so prišli tudi težki trenutki in jaz bi se rad v tem trenutku najlepše zahvalil vsem tistim, ki ste v teh 10 letih z mano ustrajali v najtežjih trenutkih. Vi veste, da je marsikdo že obupal, rekel je, Tonino pač ne bo nikoli gratal, pence trud, ampak ne bo, ampak glejte, danes je prišel čas veselja. In zato bom ta trenutek tudi uporabil za par zahval. Rekel bom, da ta moj mandat oziroma ta naš mandat je mandat vseh nas. To ne bo vsem jasno in brez vseh vas tega mandata ne bilo. Tako da najlepša hvala vsem vam. Hvala lepa. Druga stvar, ki gre, ki pa mislim, da moram tudi podariti, je pa moja dva starša, ati in mami. Na tej moji življenjski poti sta me vedno in povsod podpirala, odrekala sta se ogromno stvarem, zaradi tega, da sta nas otroke in vse ostale spravila k kruhu. In jaz lahko rečem, da sem ima za to njuno podporo izjemno hvaležen, tako da ati, hvala lepa, mami, hvala lepa. Ne mi volivci ne zamerijo, če ta moj mandat posvečam njima. Hvala lepa. Moja bodoča žena, ne? Mrsikdaj, velikrat sva se tudi ob večerih pogovarjala pa debatirala, ne? Je rekla, kaj nam je tega treba, ne bilo boljše, če bi imeli eno tako bolj mirno življenje pa mirno službo, ampak na koncu tudi vedno doda, Matej, se veš, da te podpiram in stojim za tabo, tako da Marjeta, hvala lepa. Zahvala družini Marjete, ki so me sprejeli za svojega in mislim, da me lahko podpirajo kot moji domači. Tako da hvala lepa tudi Marko pa Številke. Zahvala pa gre tudi moji razširjeni družini, tukaj moram izpostaviti pa seveda Jankota in pa Joži. Hvala lepa vama. In še enkrat čisto za konec, hvala lepa vsem prijateljem, ki se trudite zame in mi pomagate. Hvala lepa vsem.